Danes pa v Posavju, oziroma ta vikend poteka ena akcija v Posavju, Martinov vikend, z različnimi aktivnostmi, ampak smo se pa tudi mi vključili z našo vinsko kletjo, ker si res želimo, da bi nekako ta zaživela, no? Da bi zaživela z nekimi vsebinami, ki seveda bi bile v sozvočju z ostalimi vsebinami v gradu in bi recimo služile različnim dogodkom. Zdaj, klet seveda je imela največji smisel takrat, ko so imeli Atomsi tudi vinograde, ne? Zdaj pač naš muzej nima vinogradov. Noben grad ni živel tako, kot gradovi živijo danes, ne? Gradove imamo zdaj ali nekaj območje, ali na hribu, ali kakorkoli, nekateri imajo srečo, da si ohranimo tudi park, drugi nimamo te sreče, ne? Mi sicer imamo to srečo, da smo v mestu, pa da smo lahko dostopni, pa da nas pač vsi vidijo na nek način, ampak nimamo pa nekega območja okrog, ne? Mi bi so kar spada k našemu gradu, je zdaj grad, pa mečkeno na tej strani, pa ta vhodni del, pa v bistvu okrog nihti ne morete priti, ker se ne da, je tam ena stena, ne? Včasih pa seveda je imel grad ne samo hiše, ampak predvsem velik posestev in pa seveda posestva so gradu tudi dajala denar, ne? Na nek način. Sama stavba je resnično bolj kot ne velik luksus in prestiž v tem smislu, da pač si je lahko nekdo privoščil tako veliko utrdbo, iz katere je recimo vladal, ne, pri nas seveda ne vladarji, princeske, princi, knezi in tako naprej, ampak grofje Atomsi od leta 1694 pa vse do leta 1947. Za to obdobje tudi nekako najbolj vemo, kako je bilo z vinogradi, kaj je bilo prej. Prej pač vemo, da so ta grad začeli graditi Galensteini, njihov grb je tudi na portalu, če se spomnite, ta lep samorok, to je v bistvu družine Galenstein, medtem ko pa potem so bili tudi Reichenburški v 16. stoletju, rodbina, ki je poimenovana po Reichenburgu, zdaj si veste, kaj je Reichenburg, ne? Danes je to Brestanica, ampak tam so dejansko tisti, ki so dobili takrat upravljanje že v 12. stoletju, dobili tudi ime po tem območju, kar je zelo redko, ne. Imamo recimo Atomsi, pač je čisti priimek, ne. Imamo recimo potem Auersperge, ki se jim reče Torjaški, po Torjaku recimo, ne. Imamo Reichenburške, kdo bi še bil, kaj bi gremo lepo kar peš, ne. Malo pa se eno paste na stopnice. Ste kar dol pozabili, bom se ne še telefon, si lepo pridemo tam, ne? Pa bote lepo ali povedali, pa pa mi. Ja. Brežice naredili v letu 2019. Namreč prenovili električno napeljavo in očistili strop, ker je bilo že toliko tiste plesni in skozi je dol padala, da je bilo že nevarno, so že vsi rekli, da to se res ni za uporabo, ne? Ni preveč za ljudi voziti. Ker 2009 je pač zadnja firma Vino Brežice propadla, zaprla so se vrata te kleti, potem je pa kar nekaj časa še trajalo, da se je zaključil stečajni postopek. In v tem času, ko je bil stečajni postopek v teku, dejansko mi nismo ravno imeli neke velike možnosti uporabljati kleti. Jaz sicer delam tukaj od leta 2014 in od takrat smo zelo kmalu začeli potem vsi prizadevati, da bi zvedli, kaj sploh, ne, je tukaj še kaj vrednega, če je, kaj lahko s tem delamo, kaj je sploh možno. To seveda ni šlo spet ne tako hitro, ampak 2016 nekako je bil ta postopek zaključen in v 2018 smo mi dobili potem tudi papirje, da vse, kar je v tej kleti, ne, je pač brez kakršnekoli vrednosti, ni več nobenem postopku, nihče pač nima nobenih terjatev do tega in seveda ni več nobenem, je naše, ne. Kar je bila sreča, če gremo od sedanjosti nazaj, za naš grad sreča, no, je, da v bistvu nikoli ni klet kakorkoli lastniško pripadala tej družbi, ne. Ta del gradu in še tam čez in še ene prostori v pritličju, ki so jih imeli občasno oziroma od začetka pa tam do 80 let,
niso nikoli bili predani v lastništvo ali pa v upravljanje ali pa kakršnokoli tako razmerje. Tako da, ko se je to zaključilo, nismo imeli nobenih takih težav, ne? Ker veste, da če bi bilo recimo del gradu v lasti tega podjetja v stečaju, ne bi bilo fajn. Tako da zato po pripovedovanju se moramo zahvaliti gospodu Florianu Bergantu, se ga najbolj dopozna, ne? Ker je bil takrat menda na tej skupnosti in si je prizadeval, da res ne bi kakorkoli postala kakšna družba lastnik, ampak da je bila po nacionalizaciji potem lastnica gradu v celoti občina. Tako da se pogovarjamo na različne načine, predvsem si pa želimo, da je to odprt prostor za raznovrstne programe, ne? Čist klet ne bo nikoli več, zorelo vino ne bo na ta način, kot je, no nikoli več, ne vem, v naslednjih 10 letih, da ne bom rekla kaj, ne? Smo pa seveda tudi v tej fazi razmišljali in še razmišljamo, kako s tem, kar je noter, ker smo to vseeno čistili, to je očiščeno, te steklenice, ki so, ne, so ostale, tako kot so, poskrbeli smo, da sta dva enologa, ki sta tukaj delala, to je bil, Malusov, ne, Marjan, ne, in pa Kos, ta gospod Kos je bil pol enolog v kleti Krško, da sta prišla, ko sta ona dva pa nekako približno vedela, kaj je kje, in sta, imamo eno tako tabelo, neužitno, pogojno užitno, pa užitno, ne. Tako da v posebnih priložnostih probamo užitno in bomo danes tudi to naredili, za tiste pogumne, večinoma je pa žal neužitnega, no. Tako da je bolj za kuliso, bolj za nek pogled v preteklost, ker jaz mislim, da blizu in daleč ljudje še vedno pač vejo za to podjetje Vino Brežice, ne? Še vedno vejo, da kako je bilo v tistih časih od leta 46 pa do vsaj recimo 90 let, ko je v bistvu to bila ena večjih kleti, ko je zaposlovala tudi 400 ljudi naenkrat recimo, ne? Ko so povezovali Vinograd, Bizeljsko, Sremič, ne? Dobro, zdaj bi pa prosila predsednico Društva likovnikov Brežice, ne, Zlatko, pa še Nevenka je tukaj, pa še Mija je tukaj, pa še kdo, ne, da nam malo povedo, kaj smo pa vstopili, ne. Ja, pozdravljeni, tako kot je direktorica muzeja povedala, smo mi tukaj notri že 9 let, pa kako ste vi predstavili, saj drugače tudi ni moglo biti, ker v bistvu vstopa ni bilo, ne, in teh možnosti ni bilo, ampak nekako nam je gospa Alenka to takoj ponudila, ker je videla, že ona tudi ugotovila, da tole bi lahko zelo dobro delovalo skupaj, tako da mi tukaj imamo tradicionalno, smo povabljeni pravzaprav in koristimo to priložnost in imamo tradicionalno najmanj 2 razstavi. To pa je ena tale keramična, popolnoma keramična razstava. To so dela, ki so nastala na vsakoletnem tečaju, keramika z Nevenko smo to imenovali, tako da naša mentorica je tudi tukaj, ki vam bo bolj predstavila ta dela. Druga razstava je pa naša novoletna tradicionalna razstava, kjer se pa predstavita obe sekciji našega društva, to pa je keramična in slikarska razstava. Keramično delavnico imamo več kot 10 let, ne vem točno koliko, sigurno več. Vsakoletna i vsakič obravnavamo eno novo tehniku. Dokad smo obravnavali z grafito, tam vidite eno skledu, črno pa z belim, pa več takih stvari, to člani probaju tu tehniku, da bi bolje prepoznali i znali kak se naredi. To se naredi tako, da se izdelek, ko je moker, posuši do leder hard faze, to pomeni vlažnost kože, in ko se premaže z črno engovo. Mogoče sem glede tega prostora, žal ena žarnica šla, problem je, ker je vlažno in tudi ta obnovljena elektrika ne zdrži ravno tega, s to elektriko imamo res veliko težav.
takšnih stalno, kaj gre. Je pa ta edini prostor, ki pa ni bil očiščen, ne? Torej, ta plesen pa potem takrat 2019 smo se odločili, da ne očistimo in je to res prostor, da to je. Ker ozemlje bo še odprti. Ja, kjer tudi ni važno. Da v tem času, ne, takrat, recimo, ko si rečejo, to je bila res vino, to je bila znamka, je bila res velika klet, se je ogromno stvari dogajalo, ampak v tem času so res se vinogradniki pa, bi lahko rekli, razvili v drugo smer, ne. Veliko je teh privatnih kleti, se jih poznate, ne. Razvilo se je to, držili so si svoje krasne kleti, zelo se trudijo, da ljudi k sebi privabijo, ne. Tako da je zdaj manjšen problem združiti vinogradnike, da bi recimo v tej naši kleti, ne vem, predstavljali vino ali pa imeli kakšen velik interes za kakšne bokse pa to. Čeprav, jaz mislim, da sej, ko se bomo tega lotili, pa se bomo potrudili, pa da bo še podpora občine, bi se tudi kaj dalo, ne? Ker to je bila ena izmed idej, da je bila to ena posavska klet najodličnejših vin, recimo, ne? Kjer lahko pač v teh boksih jih vidiš in jih tudi kupiš. In naša ideja je, da bi bile stopnice dol, ne? In ko bomo imeli enkrat kavarno, ker to pa še ni ideja, ki bi jo uresničili, ampak je še vedno živa, samo mogoče trenutno toliko ne podarjamo, ker se imamo še streho narediti, ogrevanje bo šlo, paviljon smo naredili, obnovili smo arkade, teraso, ne? Zdaj delamo v Viteški, tako da vseeno ves čas se vlaga denar v naš grad, ne smemo biti, ne? Ampak bi pa imeli tudi kavarno z pač povezavo s kletjo, ker tukaj bi lahko šlo, tam pridemo pa v ene prostore, ki imamo zdaj bolj skladiščne in tam čez je predviden tudi preboj za to zahodno stran, ne. Predstavljate, sodi so bili tako veliko, kot je en velik, ne? Kot je, se spomnite in toliko, kot je poti. Tako da kar pejte, se eni ste videli, kar pejte, pa bomo šli tokrat čez stranska vratca ven, pogledati še tisto razstavo Atrapsih, pa se bomo vrnili, prav? Boste stopili malo drugače iz gradu, pa nazaj v grad. Tukaj zdaj ta prostor je pač omarca pa gledišče. Ampak ta rdeča barva, ne, je še ostane klepi, ker so tukaj noter imeli, tako je bila kot cisterna, ne, brez cisterne, samo pač pobarvano in pač to emulzijo in so imeli vino, ne, v teh, ja. Marija prvi Atem, bil pa res rojen na Marijin praznik 15. avgusta, tako da on je imel pač čist prav to srednje ime. No in to sta še zadnje dva, seveda v Bistrici, ki so pa seveda bili lastniki tudi našega gradu. In potem pa je ta zgodba, no, o tem, kaj so se počeli, kaj se je hodilo po vojni. Tudi recimo tisti, ki so bolj Brežičani, poznate to lovsko kočo v Dobrovi, nesrečno, ne, ki ima res tako zgodbo, ker so se leta, mislim, da 37 se je tam zgodil dvojni umor, še danes nepojasnjen, ne, in nekako ta koča ima eno tako zloveščo, je bila tudi njihova, no. Potem pa recimo to, kar pa je prvič zdaj predstavljeno javnosti,
pa je čakalo v Pokrajinskem arhivu Maribor, so pa te družinske fotografije, ki kažejo, kakšen je bil naš grad v teh medvojnih časih, ne, pa Brežice,